je v življenju pomembno. Odločimo se, kdo smo in kaj si želimo. V življenju je pomembno, da poznamo pravo resnico o sebi. Celo življenje odkrivamo odgovore ter spoznavamo sami sebe, spoznavamo pravo resnico. Sleherni trenutek se zavedajmo, kdo smo ter kaj si želimo. Kdo sem jaz? Kaj si želim? Kdo sem jaz? Kaj si želim? Ko enkrat to zavestimo ter dobro poznamo, lahko vse spremenimo. Takrat nas ne more nihče več prizadeti, niti ne vplivati na nas. Zato nikakor ne verjemimo drugim, ne verjemimo tisto, kar si mislijo o nas. Le mi sami poznamo pravo resnico in le mi sami dobro vemo, kdo smo pravzaprav mi ter koliko smo vredni. Smo mnogo več, kot so nas učili, mnogo več, kot so nam pripovedovali. Večna duša, ki si zasluži le najboljše. Prav vsak izmed nas. V življenju pa pridejo vzponi in padci. Pridejo dobri ter lepi dnevi in tudi malo slabši. Tako je. Vendar ne pozabimo, da za dežjem vedno posije sonce. Mi sami smo tisti, ki se vsak dan, vsak trenutek znova in znova odločamo, kako se bomo počutili, kako se želimo počutiti. Lahko smo jezni in zagrenjeni zato, ker nečesar nimamo. Ali pa smo hvaležni za to, kar imamo. Vedno imamo izbiro, da pademo v svojem življenju ali pa da ostanemo in gremo naprej. Le mi sami se lahko to odločimo. Ali vidimo le tisto, kar nam manjka, ali pa smo veseli in hvaležni za to, kar imamo. Kaj želimo videti?
znova in znova lahko poskušamo ter vztrajamo, ko nam nekaj spodleti, ali pa se takoj predamo ter obupamo. Mi sami se odločimo, nihče ne more tega narediti za nas ali namesto nas. Prav vsi mi smo v življenju že doživeli različne poraze, neuspehe, ponižanja, bolečino, izgubo in tako dalje. In prav vsi mi smo se v narekovaju pobrali ter odšli dalje. Tokrat še modrejši ter še močnejši. Življenje brez poraza je kot življenje brez učitelja. Vsi mi pa se nenehno učimo ter rastemo na svoji poti. Vsi v življenju padamo, vendar je le od nas odvisno, kako hitro se bomo pobrali. Ko smo tako rekoč na tleh, takrat največkrat ne vidimo celotne slike. Takrat se največkrat osredotočamo le na tisto slabo in to slabo takole še raste ter postaja vse večje in močnejše. Mi pa vedno bolj tonemo in tonemo ter kmalu ne vidimo več rešitve. Vendar zdaj je čas, da prevzamemo odgovornost. Mi sami smo tisti, ki v življenju delamo odločitve. Vsak dan znova in znova. Zato se tudi takrat, ko nam bo hudo, ko bomo popolnoma na tleh, osredotočajmo na lepe stvari, iščimo dobre stvari, oblivajmo se z ljubeznijo, začutimo hvaležnost. Tudi ko smo povsem na robu, smo še vedno tu. Takrat ne odnehajmo, ne poslušajmo laži, ki jih drugi širijo. Takrat le zaupajmo, poslušajmo sebe, poslušajmo svoj notranji glas ter vztrajajmo, vztrajajmo, vztrajajmo. Kadar je naša sreča v začasnih stvarih, je potem tudi sreča začasna. Zato ne iščimo sreče v stvarih okoli sebe, temveč le v sebi. Mi sami se vsak trenutek lahko odločimo, da bomo srečni. Mi sami se lahko odločimo, da bomo radostni, ter da bomo živeli v harmoniji. Nihče ne more tega storiti namesto nas in niti ne za nas. Le mi sami smo tisti, ki lahko to storimo.
le odločiti se moramo. Nikdar ne prenehajmo, nikdar ne obupajmo. Vedno imamo odločitev. Vsak trenutek se lahko odločimo drugače. Zazrimo se proti resnici, iščimo resnico in prav ta resnica nas bo osvobodila. Ozavestimo, kako velikih stvari smo sposobni. Vendar, dokler tega ne poskušamo, tega ne moremo vedeti. Dokler ne poskusimo, ne vemo, kaj vse lahko dosežemo. Le zaupajmo ter verjemimo, da nam je vse mogoče. Nemogoče ne obstaja. Nikoli in nikdar ne sodimo drugih, še manj pa sebe. Ne obtožujmo se, ter si ne sodimo. Mi sami smo čudoviti, mi sami smo vredni le najboljših stvari. Vsi smo čudoviti prav taki, kot smo. Zato brezpogojno sprejmimo sami sebe prav taki, kot smo, ter se le oblivajmo z ljubeznijo. Vsi si to zaslužimo. Dokler se tega ne bomo resnično zavedali, dokler ne bomo tega sprejeli, ne bomo zadovoljni, ter ne bomo izpolnjeni. Zato je pomembno, da se imamo brezpogojno radi, ter se brezpogojno sprejemamo. Ni nam potrebno biti nekdo drug, bodimo le mi. Ni mi potrebno biti nekdo drug, sem to, kar sem. Ni mi potrebno biti nekdo drug, sem to, kar sem. Zato se ta trenutek za hip ustavimo, vprašajmo sami sebe ter ozavestimo, kdo smo in kaj si želimo. Kdo sem jaz? Kaj si želim? Kaj je tisto, po čemer se me bodo ljudje zapomnili? Kaj je tisto, kar je dobrega
v meni. Sem ljubeča oseba ali sovražna? Sejem veselje ali sovraštvo? Kakšen je moj namen? Želim biti oseba, ki bo razveseljevala ljudi okoli sebe. Želim z nasmehom stopati skozi dan. Želim biti srečna ter radostna oseba. Kaj je tisto, kar si želim? Kar dajemo, to dobimo. Kar sejemo, to žanjemo. Naredimo zdaj odločitev. Odločimo se, kdo smo. Odločimo se, kaj si želimo. Bodimo tista sprememba v svetu, ki bi jo radi videli pri drugih. Sami bodimo luč, ki bo svetila v temi. Bodimo to, kar smo. Zasimo vsej svoji velikosti, zasimo vsej svoji polnosti. Nikoli in nikdar pa ne pozabimo, da Božja ljubezen vedno bedi nad nami ter nas čuva na vsakem našem koraku. Vedno smo varni in ljubljeni. Za nas je vedno poskrbljeno. Nikoli, nikoli nismo sami. Vedno sem varna. Vedno sem varen. Vedno sem ljubljena. Vedno sem ljubljen. Za mene je vedno poskrbljeno. In prav